Potem, ko se je Cornelius Berg vrnil v Amsterdam, je v glavnem posedal po gostilnah. Pogosto jih je menjaval. Ko je bilo treba plačati zapitek, se je preselil drugam. Še vedno je slikal, včasih male portrete, drugič slike po naročilu, tu in tam tudi kakšen akt za ljubitelje. Ali pa se je po ulicah ponujal trgovcem za slikanje oglasov. Na njegovo nesrečo pa se mu je roka tresla. V očalih je potreboval vedno močnejše leče. Vino, ki se mu je priljubilo v Italiji, in tobak sta pri potezah s Čopičem uničevala zanesljivost, s katero se je še vedno rad hvalil. Naročnikom ni hotel izročati svojih del. Kvaril je slike s prekomernim dodajanjem in odvzemanjem barv, nazadnje pa je prenehal delati. Dolge ure je preždel v zakotnih krčmah, zakajenih kot zavest pijancev, kjer so mu nekdanji Rembrandtovi učenci, njegovi bivši sošolci, plačevali pijačo in upali, da jim bo pripovedoval zgodbe svojih potovanj. A sončne in prašne pokrajine, po katerih je včasih prenašal svoje čopiče in barve, so bile v Corneliusovih spominih manj jasne, kot so bile v času njegovih načrtov za prihodnost. Nič več ni znal pripovedovati okroglih zgodbic, s katerimi je v mladih letih spravljal v smeh služkinje. Tisti, ki so se spominjali nekdanjega bučnega Corneliusa, so se čudili, ko so ga videli tako molčečega. Edino še pijača mu je razvezala jezik, toda tudi tedaj je imel le dolge, nerazumljive govore. Sedel je obrnjen k zidu, s klobukom globoko poveznjenim čez oči, da mu ne bi bilo treba gledati poslušalcev, ki so se mu, kot je rekel, gnusili. Cornelius, stari portretist, ki je dolgo časa prebival na nekem rimskem podstrešju, je v svojem življenju vse prevečkrat zrl v človeške obraze. Zdaj se je odvračal od njih z razdražljivo brezbrižnostjo in to je šlo celo tako daleč, da je govoril, kako noče več slikati niti živali, zato ker so preveč podobne ljudem. Bolj ko je kopnelo tisto malo talenta, ki ga je sploh kdaj imel, bolj se je zdelo, da se v njem prebuja genialnost. V svoji razmetani mansardi se je postavil pred slikarsko stojalo, namestil zraven sebe kakšen lep, redek in za drag denar kupljen sadež, ki ga je bilo treba čim hitreje prenesti na platno, da bi bleščeča površina ne izgubila svežine. Ali pa preprost kotliček, tudi kakšne olupke. Soba je bila polna rumenkaste svetlobe. Dež je ponižno umival okenske šipe. Vse povsod je bila vlaga. Ta element vlažnosti je napel sočno kroglo pomaranče, napihnil lesena škripajoča tla in potemnil sijaj bakrenega kotlička. A je Čopič že kmalu odložil. Zakrčeni prsti, svojčas tako urni, kadar je bilo treba po naročilu naslikati zleknjene Venere, sinje brade Jezuse, ki blagoslavljajo gole otročiče in oblečene ženske,
Zdaj niso hoteli prenesti na platno tiste zlitine vlage in sijaja, ki napaja stvari in zamegljuje nebo. Ko so se njegove izmaličene roke dotikale stvari, ki jih niso več mogle naslikati, so bile neizmerno nežne. V žalostni amsterdamski ulici je sanjal o trepetajočih rosnih poljih, lepših od bregov reke Anjene, v večernem somraku, toda zapuščenih, kar preveč svečanih za človeka. Tega starca, nabuhlega od bede, je, kot se je zdelo, napadla srčna vodenica. Cornelius Berg, ki je kdaj pa kdaj komaj še spravil skupaj kakšno bedno sliko, je bil po svojih vizijah enakovreden Rembrandtu. S sorodniki ni vzdrževal več nobenih stikov. Nekateri so ga pozabili, drugi so se delali, kot da ga ne poznajo. Edini, ki ga je še pozdravljal, je bil stari Sendik iz Harlema. Nekoč je vso pomlad delal v tem majhnem, svetlem in čistem mestu, od koder je dobil naročilo za poslikavo lesenih opažev na zidovih neke cerkve. Ob večerih po opravljenem delu ni zavrnil povabila starega sorodnika, ki je živel sam, prepuščen nežni skrbi gospodinje, in ga je utečeni način življenja rahlo poneumnil, o umetnosti pa ni imel nobenega pojma. Rob poslikanega lesa je rasel vedno više. V vrtičku poleg kanala pa je med rastočimi rožami slikarja čakal ljubitelj tulipanov. Corneliusa neugledne čebulnice niso niti malo zanimale, toda imel je sposobnost razlikovanja najmanjših podrobnosti oblik. Zaznaval je lahko najrahlejše odtenke barvnih tonov in vedel je, da ga stari Sendik vabi k sebi samo zato, da bi slišal njegovo mnenje o kaki novi vrsti tulipanov. Nihče drug ne bi mogel z besedami naznačiti neskončne raznolikosti beline, modrine, rožnatosti in vijoličnosti. Krhke in jedre so plemenitaške kronice klile iz mastne črne prsti. Le duh po vlagi, ki se je dvigoval iz zemlje, je lebdel nad tem cvetjem brez vonja. Stari Sendik je jemal cvetne lončke na kolena in mu, držeč vsako stebelce posebej med dvema prstoma, kot okoli pasu, nežni cvetni čudež brez besed ponujal v občudovanje. Govorila sta malo. Cornelius Berg je svoje mnenje izražal s kimanjem. Tistega dne je bil Sendik srečen, kajti uspelo mu je nekaj silno redkega. Belomodrikasti tulipan je imel skoraj enake proge kot šarenica človeškega očesa. Ogledoval si je cvet, ga vrtel na vse strani in potem položil k nogam. Bog, je rekel, je velik slikar. Cornelius Berg mu ni odgovoril. Mirni starec je nadaljeval. Bog je slikar vesolja. Cornelius je gledal cvet in je gledal kanal. Puščobno, svinčeno zrcalo je odsevalo samo cvetne gredice, opečnate zidove in obešeno perilo gospodinj. Toda staremu utrujenemu vagabundu se je v njem nejasno prikazovalo vse njegovo življenje.
Ponovno je videl poteze nekaterih obrazov, ki jih je opazoval na dolgih potovanjih, umazani, odbijajoči orient, zanemarjeni jug, izraze lakomnosti, neumnosti in krutosti pod premnogimi nebeškimi svodi, bedna bivališča, sramotne bolezni, pretepe z noži na pragih gostiln, trde obraze lastnikov zastavljalnic in lepo, polno telo svojega modela, Friederike Geritstochter, stegnjeno na anatomski mizi medicinske šole v Freiburgu. Potem se je pojavil še en spomin. V Carigradu, kjer je za poslanika Združenih provinc slikal portrete sultanov, je imel priložnost občudovati neki drugi vrt s tulipani. Ponos in radost paše, ki je od slikarja pričakoval, da ta cvetlični harem ovekoveči vse njegovi kratkotrajni popolnosti. V notranjosti marmornega dvorišča so izbrani tulipanovi cvetovi šušteli in drgetali, lahko bi se reklo, od svojih močnih ali nežnih barv. V bazenu neke fontane je pela ptica. Vrhovi cipres so se zabadali v bledo modro nebo. A suženj, ki je po gospodarjevem ukazu kazal tujcu vse te krasote, je imel samo eno oko in na tistem, ki ga je nedavno izgubil, so se nabirale muhe. Cornelius Berg je globoko zavzdihnil. Nato pa je, medtem ko si je snemal očala, rekel: Bog je slikar vesolja. In še z grenkobo potihem: Kakšna škoda, gospod Sendik, da se Bog ni omejil na slikanje pejsažev.